Saj že vsi vemo, da sladkor pač ni dober za nas. Nekateri tudi zelo popazite, da ga ne pojemo preveč. Ampak vseeno je izogibanje sladkorju res ena izmed bolj zdravih navad, ki lahko občutno izboljšajo vaše zdravstveno stanje. Sladkor je kot sestavina skrit marsikje. Najdemo ga tudi tam, kjer ga mogoče ne pričakujete in je zato včasih težko vedeti, da ga pojemo preveč. Zato bo v tem videoposnetku predstavila 8 znakov, da pojeste preveč sladkorja. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Midva sva Bija in Aleš, zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu ponujava izobraževanje in pa nasvete, kako skrbeti za svoje zdravje. Opažava, da imava dva pola sledilcev. Na eni strani so tisti, ki jih zanima hrana in naj sprašujejo, kaj jeva, kako si pripravljava hrano, pa tudi kakšni so različni načini prehranjevanja. No, na drugi strani pa imava sledilce, ki jih zanimajo hormoni, pa različna hormonska neravnovesja in pa stvari pač povezane s hormoni. Seveda se jih pa vedno najde tudi ene par, ki stvari vzamejo iz konteksta, ampak pustimo to. Danes bi se pa midva dotaknila teme, ki načeloma paše v obe kategoriji, zaradi tega, ker sladkor negativno lahko vpliva tudi na hormone. Uživanje velikih količin belega sladkorja lahko vodi v resne motnje hormona estrogena, o čemer sva pa tudi že govorila v enem izmed prejšnjih videoposnetkov. No pa pojdimo k bistvu videa, k sladkorju. Marsikdo bo na tej točki sicer rekel, pa jaz sploh ne jem sladkorja. Tukaj meni vedno pade na pameten spomin iz otroštva, kako smo hodili babici pa stari tetki, ki nam je dala tiste kockice sladkorja in smo se bolj otroci sladkali z njimi. Aleš, kavo imaš redi? Aleš včasih ni maral piti kave, ker je rekel, da mu je grenka, da mu ni všeč. Pa sem mu pa jaz rekla, da ti bom naredila tako res dobro. In sem mu dala not ful sladkorja, ampak on tega ni vedel. In on zdaj pije kavo, ker je njemu dobra. Ampak on pravi, jaz pijem samo tvojo kavo, ti narediš toliko dobro. Zdaj, da je dobro se izogiba sladkorju ali pa nasploh vsem belim stvarem, to je pač jasen. Ampak to, da ne dajete sladkorja v kavo ali pa limonado, to še ni dovolj. Ja, Bija naredi res dobro kavo. Ampak ne vem, čez 20 let, ko imel pa diabetes, pa veste, zakaj bo to tako. Če malo pogledate po trgovini, boste videli, da kar 70% izdelkov vsebuje dodan sladkor. Tako da tudi, če ne jeste sladkornih kock ali pa sladkarij, to še ne pomeni, da na dnevni ravni ne zaužijete preveč sladkorja. Pa dajmo najprej pogledati, kaj sploh sodi v kategorijo cukr. Sladkor s kemijskim imenom saharoza je naravno sladilo iz skupine ogljikovih hidratov, pridobiva se iz sladkornega trsa ali pa sladkorne pese. Sladkor v tej obliki je v bistvu naravno prisoten v živilih ali pa je živilom dodan v postopku proizvodnje oziroma predelave. Največja fora je tem, da smo mi tam mogli kupiti tele rekvizite za tale video, ker mi pri nas doma nimamo sladkorja, ki ga pač ne uporabljamo. Razen tistega, ki ga Aleš dobil kavo. Zdaj, saharoza se naravno pojavlja skoraj v vsem sadju, pa tudi v mlečnih izdelkih recimo, ampak ta živila poleg sladkorja vsebujejo tudi vlaknine in to pomaga pri prebavi in pa zaradi tega tudi preprečuje padca sladkorja v krvi. Sadje in pa mleko vsebujeta tudi esencialne vitamine pa minerale, medtem ko je na primer tovarniško dodan sladkor nič kaj dosti ne prispeva k hranilni vrednosti, povzroča pa vse te skoke sladkorja v krvi. Kaj se sploh ne upa napisati, koliko je sladkorja? Kako to skrijejo? Torej, nič ne prispeva, lahko pa kvečjemu škoduje, saj zaradi tega, ker dodatne kalorije iz tega dodanega sladkorja hitro povečajo naš priporočeni dnevni vnos, kar lahko vodi v debelost. No, največji vir dodanega sladkorja so sladkarije, recimo torte, piškoti, pa misli oziroma granola, ki naj bi bila zdrav zajtrk. Obrnite enkrat za hec kakšno embalažo od teh mislijev ali pa granole, pa boste videli. Sladkor je dodan tudi v jogurtih, prelivih za solato, pa določenih pekovskih izdelkih in pa kruhu, pa celo v nekaterem mesu, na kar pa res ne bi pomislila, ne? Kako lahko dajo meso sladkor? Kakšen pa je torej še zdrav oziroma priporočljiv vnos sladkorja? Zdaj, za naš moške je to 37 gramov in to je približno 9 žlič sladkorja, kar znaša vse skupaj 150 kalorij na dan. Zdaj, za ženske, nič čokolade, je pa ta številka malo nižja in sicer znaša 25 gramov, kar je 6 žličk. Evo, pa smo na ženski. Kar je približno 100 kalorij na dan. Mogoče za eno hitro primerjavo.
Ena pločevinka Coca-Cole vsebuje 140 kalorij iz sladkorja, medtem ko ena čokoladica Snickers vsebuje 120 kalorij iz sladkorja. Če pa pojeste oboje skupaj, smo pa že čez. A pa se da brez branja deklaracij in pa računanja kalorij vedeti, kako vemo, da pojemo preveč sladkorja? Dajmo pogledati teh 8 znakov, ki nam to povedo. Ko pojemo ali pa popijemo nekaj sladkega, se v naših možganih sproži kemična reakcija, nastane dopamin, na katerega se možgani navadijo. To jim je všeč, zato si želijo še več tega dobrega občutka, teh kemikalij. No, problem pa nastane, tako kot pri vseh odvisnikih, da možgani želijo vedno več za isti efekt, to pa pač vodi v začaran krog odvisnosti. Ješ sladkor, zaradi česar si želiš še več sladkorja. Utrujenost je sicer znak slabšega delovanja ščitnice, lahko se pa pojavi tudi zaradi pretiranega uživanja sladkorja. Zdaj, ko sladkor pride v kri, nam dvig krvnega sladkorja na hitro povzroči več energije, ampak zaradi tega, ker sladkor ni obogaten s hranili, naprimer vlakninami pa beljakovinami, ki nas bodo nasitili, bo ta nivo krvnega sladkorja tudi hitro padel. Zaradi tega bomo potem, ne vem, ene pol ure po obroku hitro utrujeni. 9 ur pa pol sem spala, ampak ko sem se zbudila, je bila moja prva ideja, da bi se šla malo spočiti na kavč. No, sladkor pa povzroči tudi, da smo manj zbrani. Takrat občutimo tisti znani cukor mi je padel in spet posežemo po nečem sladkem. Če imate recimo za zajtrk sladke kosmiče pa zraven kozarec pomarančnega soka, kar je bilo včasih oglaševano kot zdrav, uravnotežen zajtrk, pa potem recimo pri kosilu pojeste še nekaj sladkega, vam bi mi v laboratoriju v krvi tekom dneva namerili veliko takih skokov pa padcev sladkorja. Kot sva pa rekla, pa te padci povzročijo utrujenost, zaradi česa boste potem spet posegli po sladkorju, da vas dvigne, kar ponovno pripelje v nek začaran krog. Se pravi, sladkor povzroči utrujenost, da pa bi mi to premagali, pa spet posežemo po sladkorju. Če redno pijete sladke pijače, pa naj bo to Coca-Cola, sadni sladki sokovi ali pa tele moderne kavice, nas to ne nasiti, ne prinese nobenih hranil, se pa pozna na tehnici, saj gre za dodatne kalorije, ki smo jih zaužili v enem dnevu. Če ste pogledali prejšnji video, potem veste, da je treba kar nekaj migati, da bi pokurili 500 kalorij. Zakaj bi jih torej dodatno namerno vnašali v telo s temi sladkimi pijačami? Toliko se veselim te kave, ampak v bistvu si bom z njo zadovoljila cele dnevne potrebe po sladkorju. Prav tako pa predelana hrana običajno vsebuje veliko dodanega sladkorja, ki zvišuje nivo zaužitih kalorij na dan, ampak ne zaradi tega čisto nič ne nasiti. Za primerjavo recimo, vzamete 2 jajca ali pa eno pločevinko Coca-Cole. Eno nasit in predstavlja zdrav zajtrk, drugo pa samo dodatne kalorije. In če se to dogaja redno, če smo redno v plusu s kalorijami glede na našo porabo, se bo to ziher poznalo tudi na vagi. Ja, lev je ponovadi večji, narobe moš obrniti. Vesel? Tako kot pri moškem. Oziroma zmedenost. Ljudje, ki pojejo sladke pijače ali pa zaužijejo veliko dodanega sladkorja, so velikokrat zmedeni. Se zaradi tega tudi težje koncentrirajo na svoje delo, po domače rečeno imajo meglo v glavi, čemur se reče brain fog oziroma možganska megla. No, ravno to je pa tudi razlog, da sva sploh pripravila tale video. Jaz običajno ne jem sladkorja, zdaj v tem obdobju mi pa pacienti kar naprej nosite ene sladkarije. Izvolite nekaj, da se boste malo posladkali. Hvala lepa. Ja, pa še smo prinesli, ker vem, da imate radi, to izvolite. Hvala. In pa se sploh ne moramo preti, itak je kriza, malo smo živčni, težave in potem to nosim v usta. Ampak kaj zdaj vidim? Da sem res čudna. Problem tega, da sicer ne ješ sladkorja ali pa malo pač tudi paziš, kaj ješ, pa potem naenkrat začneš nekaj jesti, je to, da ti gre pol sam še to po glavi. Recimo, mi včasih nismo nikoli imeli doma nobenih piškotov, nobenih sladkarij, nič. Kaj pa zdaj? Vsakič, ko grem v trgovino, najprej pomislim, piškote moram kupiti, čokolado rabimo, to stvari. Bulam v ekran. Sploh ne moram spackati skupaj tistega enega članka. Pozabljam stvari, zmedena sem. Ja, res je zmedena. In ker sama vem, koliko se res drugače počutim, kadar ne jem sladkorja, sem se odločila, da v bistvu to delim tudi z vami. Pa by the way, tisti pacienti, ki mi skozi nosite sladkarije, to je moj najljubši sladoled.
Raziskave tudi kažejo, da so ljudje, ki jejo veliko sladkorja, precej bolj izpostavljeni depresiji oziroma slabemu razpoloženju. Obstaja pa tudi povezava med motnjami razpoloženja in zdravjem črevesja. Bakterije v našem črevesju proizvajajo take nevrotransmiterje, kot sta na primer serotonin in pa dopamin, ki vplivata na razpoloženje. Preveč sladkorja pa škoduje črevesju, zato se dobri hormoni ne tvorijo, to pa vpliva tudi na razpoloženje. No, sladki prigrizki in sladke pijače pa tudi slabo vplivajo na zdravje zob. Povzročajo prehiter razpad zob in pa luknje. Pa vse to vemo že od otroštva, ne? Ampak zakaj je to tako? Ko mi pojemo nekaj sladkega, bakterije v ustih metabolizirajo ta sladkor in začnejo izločati kislino kot stranski produkt te presnove sladkorja. To pa spremeni naš pH v ustih iz 7 na bolj kislega, tam nekje 5,5, kar pa škodi zobem. No, na srečo imamo mi sicer slino, ki lahko ta stanje oziroma pH pač vrača v normalno, nevtralno stanje, kar pa traja nekje 20 minut do pol ure po tistem, ko smo pojedli nekaj sladkega. Tako da vsakič, ko pojeste ali pa popijete eno sladko zadevo, daste pol ure dela slini, ampak pol ure pa tudi propadajo zobe. Če vas zanima, kaj vse imamo noter v slini, smo pa o tem tudi že govorili, tako da si lahko gledate tudi ta video. Zdaj, kar nekaj raziskav je pokazalo tudi, da preveč sladkorja v prehrani vpliva tudi na polt in pa videz kože. Akne, nečistoča in pa problematična koža, vneti predeli in pa podobno tudi gube, pa povečana koža so tudi lahko posledice preveč sladkorja. Sladkor in pa glukoza pa lahko povzročita tudi šibkost kolagena v koži. A tam zelo mrzlo, ko si moja čokolado pojedel? Ja, tele vse kle, imam pa zato, ker sem svoje čokolade povedal. Ti imaš svoje čokolade? Kje? O tem, da je spanc ključnega pomena za imunski sistem, sva v bistvu že govorila. Je pa pomemben spanc tudi za delovanje hormonov, zbranost in pa počutje. Preveč sladkorja v prehrani lahko vpliva na slabšo kakovost spanca, ampak to še ni vse. Če pred spanjem pojeste sladko večerjo, boste tudi zaradi tega slabo spali. Kaj spala? A resno, a zbuditi me moraš s kamero. Slabo sem spala. Slab spanc povzroči tak poskok grelina, to je hormon lakote, in pa upad leptina, to je pa hormon, da vam pove, da ste siti. Za česar boste potem še bolj posegali po sladkorju, kadar boste utrujeni. Potem boste pa spet slabo spali. Evo, teh 8 znakov vam pokaže, ali jeste preveč sladkorja. No, jaz sem na sebi izkusila že čisto vse. To tudi še preden sem pazila, kaj jem. No, danes imam pa do sladkorja mejhen bolj drugačen odnos. Kaj pa lahko sami naredite, da zmanjšate vnos sladkorja? Predlagava, da najprej veste, kaj jeste. To, da je v sladoledu sladkor, ja, itak vemo, pač si ga prvošmo. Ampak zakaj pa v mesu? Jaz bom raj sladoled. Cel je moj. V prvi vrsti je dobro, da se izobrazite. Sladkor se namreč skriva za različnimi imeni, prav tako pa ga lahko najdete tudi tam, kjer ga res ne bi pričakovali. Jaz vem, da jaz kupam vse, kar piše gor high protein. Bija kup pa vse, kar piše gor no sugar. No, v marmeladah pa raznih namazih se res vedno skriva veliko sladkorja, ampak tukaj lahko popazimo, da pač kupimo take, ki vsaj nimajo dodanih sladkorjev. Kako to vemo? Običajno na embalaži piše brez dodanih sladkorjev ali pač no added sugar. Naučite se zato brati deklaracije na izdelkih in pa poiščite podobne izdelke, ki lahko vsebujejo manj sladkorja. Na primer sadni jogurt. Z vidika količine je v sadnih jogurtih običajno več sladkorja, kakor sploh česarkoli drugega. Kako se temu izogniti? Vzemite navaden jogurt, pa noter zmežete recimo zmrznjeno sadje. In evo, sadni jogurt. Če bi torej imela sadni jogurt iz lončka, bi v njem pojedla nekje 60 gramov sladkorja. Tale moj jogurt ga pa nima vse skupaj 5 gramov. Naslednji korak je zamenjava sladkih pijač z vodo. Pa ne bodo sladke pijače rezervirane za kakšne posebne priložnosti, že jo pa dajte res gasiti z vodo, ki je v Sloveniji dobra, pa še iz pipe preteče. Tisti, ki kuhate doma sami, ste tudi lahko bolj pozorni na sestavine, zato da so čim manj predelane, se pravi kakovostne, in pa brez ali pa s čim manj dodanega sladkorja. Kakor poznaš mene, bo brez sladkorja, brez moke, sprav brez belih stvari. So pa na voljo tudi v trgovinah izdelki brez dodanih sladkorjev, kar sicer ne pomeni, da niso sladki, se v bistvu vsebujejo naravne sladkorje, ni pa v njih sladkor še ekstra dodan. Sam so od tega vlaknine,
3,7, se pravi neto sugar, kaj je 1,2 na 100 gramov, to ni nič. Zdaj pa, če pa že posegate po čem sladkem, pa naj to vsebuje vsaj še kakšno hranilno vrednost, naprimer vlaknine. Zato je z vidika vnosa sladkorja ali pa želje po nečem sladkem vedno v bistvu boljš pojesti cel sadež, recimo pomarančo, mandarino, kakor pa si samo stisniti sok. Zato, ker na ta način dobimo tudi vlaknine, ki nas vsaj majhen za dlje časa zasitimo. Če pa stisnemo samo sok iz pomaranče, dobimo pa samo sladkor. Ne nazadnje pa popazite tudi malo na spanec. Če boste spočiti in naspani, si boste veliko manj želeli sladkor. Če ste načeloma zdravi, fit in aktivni, bo tista dnevno priporočena količina sladkorja, pa tudi še malo čez, v bistvu čisto okej. Se sploh ne vem, če hočem pogledati, koliko je sladkorja v milki. Na 100 gramov 50 gramov sladkorja. Kaj pa je druga polovica? Pa 100 gramov ti z lahkoto priješ, ne? Jaz celo z lahkoto prijem. Dve milke sem pojedla ta teden, pa imam 55 kg. Verjetno boste to majhno količino hitro pokurali, ne da bi vam sploh povzročila kakšno škodo. Še enkrat pa poudarjava, res ni nobene potrebe po dodajanju sladkorjev, zaradi tega, ker sladkor nima nobene fiziološke funkcije. Manj, ko ga boste jedli, bolj boste zdravi. In biti zdrav je nekaj, kar je v tem času še toliko bolj pomembno, ne? Če ste se naučili kaj novega, nama stisnite like, naročite se na kanal, če ste novi. Mi da se vračava nazaj v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Je tako kot v filmih, ki imajo make-up že narejen. Saj samo v filmu. Ko vstanejo.